Pri Društvu onkoloških bolnikov Slovenije je bila pri vas v Velenju ustanovljena skupina za samopomoč, ki je bila ena med prvimi, a ne? Ja, takoj za Ljubljano. Te članice, ko so hodile v Ljubljano na sestanke k gospej dr. Vegli Pirčevi, so željo imele, da tudi v Velenju ustanovijo takšno društvo in aprila 87 so že ustanovile. Je bilo 18 članic te ustanovitvene skupine in potem se je nadaljevalo. Vsak mesec smo začeli se sestajati, jaz sicer ne še takoj, jaz sem bila pa operirana 89. leta in sem se tudi priključila v jeseni 89, sem se pol priključila tej skupini. In vsak mesec smo imeli od raznih teh pogovorov, strokovno sodelavko dr. Aleksandro Žuber smo imeli kot strokovno sodelavko, ta nas je tudi vodila, nam pomagala pri tej rehabilitaciji, bolj tej čustveni, ne, ker si zelo prizadet, ko zboliš, si pač prizadet, ne, in iščeš oporo, pomoč, ne, in najlažje se je tu v tem društvu ustvarilo to, ta skupina je dala svoje čustva, so jih dala na razpolago, tiste, ki so bile že pred mano operirane in tako smo pol se pač rehabilitirale čustveno, ne. Bolezen je pa itak se pol tudi pozdravila. To pomeni, da skupina za samopomoč bolnicam in bolnikom veliko pomeni in veliko pomoč. Ja, ker prvi trenutek si pač zelo psihično na tleh, ne, potem imaš rehabilitacijo, mogoče imaš zdravljenje, vse to te obremenjuje in če ti nekdo razloži, ne, tisti, ki je že bil, ki je to že prebolel, si takoj dobiš zaupanje in si spodbujen, da boš tudi ti imel na isti poti, da boš zdravo, ne. V glavnem gre za zaupanje v ozdravitev. Ja, tako. Ne? V tem je v bistvu smisel in se tudi nekako delite v skupini te težave in pa radosti, ne? Prvič, ko prideš, poveš svojo zgodbo, kako si zbolel, kako si bil operiran in potem ti vse ostale povejo svojo zgodbo in potem vidiš, ko so nekatere že 5-10 let od operacije in se začudiš, res, te dolgo si boš preživel, ne? In takrat si že to prvi znak, da ti daje eno upanje, ne? Takrat se razmišljaš zelo na kratek rok, ne? Ko mi misliš, mogoče bom pa 5 let preživel, ne? In potem pa se to nekje nadaljuje in dobiš vedno večjo moč v tem svojem razmišljanju. In to je res, jaz pravim, ta skupina tudi, če ne da ne vem kakšnih nasvetov glede zdravil pa tega mi ne smemo, ne? Ker to je zdravnikov del. Mi samo spodbudimo in smo nekje jim za vzgled, da smo tukaj in da smo zdrave in da smo prebolele in je to tudi del zdravljenja, ne? Jaz tako mislim, da prej imaš moč za zdravje, ko pa če sam doma tuhtaš in si nesigurn in razmišljaš, kaj bo zdaj, ne, naslednji korak, mi pa tukaj smo le nekje jim damo to spodbudo, ne. Ja, vaša skupina je bila in je še ena izmed boljših skupin za samopomoč v Sloveniji. Ja, upam, ne moram se pohvaliti, da ne. Nam je sam zdaj ležal zadnje čase ni več toliko novih članic, ne. Bolj smo te konstantne, vedno pač, ki se pol družimo že iz prijateljstva zdaj in se želimo, da bi prišli novi člani, ker veliko imamo te energije in tega, imamo kaj pokazati in bi bilo lepo, če bi se povečala skupina. Kar povabite jih, povejte, kam naj pridejo. Ja, imamo vsak 3. torek, to že imamo skozi 30 let, imamo 3. torek v mesecu, ki ga rezerviramo uro pa pol, 2 uri, tudi če je treba, se dobimo v zdravstvenem domu. Zdaj smo v čakalnici v pritličju tega starega dela zdravstvenega doma in
dobimo se vsak tretji torek ob 6. zvečer in prosto stop, če ima katera željo, da se pogovori, mi jo sprejmemo. Je to samo za ženske ali tudi za moške? Ne, zdaj, ker je društvo v Ljubljani to odločilo, da tudi bi moške sprejele, smo pripravljene tudi moške, da nam pridejo na pogovor, mislim, da nam svoje stiske, vse tudi moški, sigurno moški še bolj so zaprti kot ženske. Se mi zdi, da ženske se prej odprejo pa pogovarjajo o bolezni, ne, tako da moški bi videli, da ženske smo zelo, bi rekla, bolj odprte, ne. Kakšne so vaše želje, kako oziroma načrti za vnaprej? Ja, načrti so nekje konstantni, da društvo pač pravi vedno pač, da smo na razpolago novim članicam ali pa članom, ne. Nekje, da jim pomagamo. Nimamo, ne vem, tudi za dobro voljo poskrbimo, ne, to je pač izlet enkrat na leto, pa novoletno druženje, tiste vmes, ne, da je malo popestritve, drugače pa smo na razpolago, da se pogovarjamo. Vi bolnice ali bolnike obiščete tudi na domu oziroma v bolnišnici? Ja, recimo mi nismo prostovoljke. Prostovoljke so Slovenj Gradec pa Celje. V Velenju pa ni bolnice in nimamo prostovoljstva, nimamo mi. To je v Slovenj Gradcu pa v Celju. Drugače pa pač na teh sestankih se lahko družimo. Ja. Ja, hvala lepa za ta pogovor. Vaše cenjeno ime in priimek? Tilka Bubik iz Velenja. Ja.